Šesti mednarodni festival likovnih umetnosti je najobsežnejši do zdaj, saj bo gostil umetnike iz kar 21 držav. 13 razstavišč bo v starem mestnem jedru Kranja ponudilo široko paleto likovnih del, festival pa bo v večini financiral Zavod za turizem in kulturo Kranj. Zavod za turizem in kulturo Kranj, v bistvu preko mestne občine Kranj, namenja za organizacijo in izvedbo tega festivala približno 15.000 evrov, kar je za 50% več kot lansko leto, se pravi, lansko leto je bilo 10.000, letos je 15. Osrednji kulturni dogodek v oktobru letos temelji na večji kakovosti, večji promociji in vodenih ogledih. Na ta način bo Kranj privabil ne samo Slovence, ampak tudi tujce. V Kranju si želimo, da ima vsak mesec en tak glavni integralni turistični produkt, povezovalni produkt, in to je oktobra festival likovnih umetnosti. Veseli smo in ponosni, da prihajajo ustvarjalci kar iz 21 držav, in to je tudi priložnost ne samo za Kranjčane, ampak tudi za obiskovalce iz Slovenije in iz tujine, da v mesecu oktobru obiščejo Kranj. Festival kot vsako leto tudi letos ponuja pestrost v tehnikah, tematika pa je znak, simbol in barva in je zanimiva ter umeščena v prostor in čas. Pravzaprav nas spremlja na vsakem koraku našega življenja. Danes si ne moremo zamisliti recimo cest brez prometnih znakov, si ne moremo zamisliti informacij brez določenih simbolov. Naše vprašanje je bilo tole, kako je dejansko ta znakovni sistemi, kako so nekako vplivali na umetniško produkcijo pri likovnikih v, bom rekel, 21 državah, ki letos sodelujejo v našem projektu. Glavna otvoritev šestega mednarodnega festivala likovnih umetnosti bo jutri v torek ob 17. uri na glavnem trgu v Kranju. Od Prešernove hiše, Prešernove kleti, potem mestne hiše, pa galerije Bala in Male galerije. Tukaj se bojo zvrstila ta, bom rekel, glavna dela, in mislim, da bo res paša za oči. Tradicionalni pohod bo obsegal 13 razstavišč, na koncu pa bodo podeljene tudi nagrade.